265, 280, 290 in zdaj že 300 in nazaj na 290. Te številke opisujejo sago, v kateri je v glavni vlogi moč Seata Leon Cupra. Konji, ja. Nikoli jim ni dosti in ko so končno prišli do 300, verjetno čist srečni, morajo zdaj nazaj na 290 zaradi strožjih regulacij okoli emisij. Ampak dober, nekaj takšnih 300 je narejenih in mogoče jim nekoč celo zraste cena, ker bo to najbolj omejena serija. Sicer je pa Leon Cupra tako, še vedno izgleda absolutno premalo zlobno. Ljudje bodo večinoma mislili, da boste navadnega Leona, če ne bodo videli značke zadaj. Do 100 se 300 vrancov oziroma 221 kW požene v 5,7 sekunde, kar je hiter, itak, ampak če bi imel 4-kolesni pogon, ki je iz nekega razloga na voljo samo pri karavanski varianti, bi bila ta številka 4,9, mogoče še manj, ker je tale lažji. Vozi se enako kot vsi modeli do zdaj, te desetice konjev se nič ne poznajo. Več moči nikako ne rab, še Tokio ima zapravljal nič, ker še v tretji prestavi kople kot kakšen rodar, če asfalt ni res grob. Pač, ta avto rabi 4Drive, tukaj potencial ni izkoriščen, čeprav mu pomaga neke vrste elektronska zapora diferenciala. Ampak poka pa lepo. Ure pa pol, toliko pride. Zato pa dobite že Focus RS, ki pa ima 4-kolesni pogon in še 50 konjev več. Je pa po drugi strani res, da ne dobite tako vsestransko uporabnega športnika. Komot ga vozi žena in ne pride jezna domov, da jo vse boli. Tukaj je pa res najboljši.